Dragi prostovoljci, družinski oskrbovalci in drugi, ki v času izolacije ob epidemiji berete ali poslušate sporočila Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Danes govorim Jože Ramovš. To je prvi prispevek v seriji Staranje v družini. Naslov: Večina se stara z družinskimi člani. Če se pogovor med upokojenci dotakne vnukov, dobi drugačen ton, prijeten, nežen, topel. Vnuki so naša zadnja veja na družinskem drevesu. Neredki upokojenci vneto zbirajo podatke za stoletja nazaj, da bi sestavili svoje družinsko drevo. Ali pa pomislimo na podatek, ki se ponavlja v statistikah. 3/4 starih ljudi, ki potrebujejo pomoč pri vsakdanjih opravilih, oskrbujejo domači družinski člani. Družina je za kakovostno staranje pomembna. V raziskavi Staranje v Sloveniji, ki je ugotavljala, kaj potrebuje, kaj zmore in kaj hoče tistih 750 tisoč prebivalcev Slovenije, ki smo stari nad 50 let, je veliko podatkov tudi o sožitju v družini. Zanimivi so že podatki, s kom živimo v istem gospodinjstvu. Poglejmo jih. Največ ljudi sobiva z zakoncem ali partnerjem. Pri 50 letih starosti 80% in pri 70 še vedno 70%. Nato v par letih smrt enega od zakoncev zmanjša številke na dobrih 40%, vendar še pri 90 letih živi z zakoncem 1/3 nad 50 let starih prebivalcev Slovenije. Ko pogledamo podatke o partnerskem sobivanju po spolih, so številke večje za moške. Od slovenskih moških jih živi po 50 letu starosti z ženo 77%, žensk z možem pa le 59%. Vzrok so seveda leta, ki jih ženske doživijo več kakor moški. Danes veliko govorimo o samostojnosti in veliko beremo o oskrbi v domovih za stare ljudi. Prav je tako, saj je eno in drugo nepogrešljiv del kakovostnega staranja. Toda številke tistih, ki noč in dan živijo z zakoncem pod isto streho, so daleč največje. To je za pametnega človeka smerokaz, na čigavo družbo in pomoč se lahko najbolj zanašamo za lepo staranje. Najbolj se splača negovati lepo partnersko in drugo družinsko sožitje. Na drugem mestu je sobivanje z otroki. Pri 50 letih živi več kakor polovica nad 50 let starih prebivalcev Slovenije z enim od svojih samskih otrok. Z družino enega od svojih otrok živi pri teh letih v skupnem gospodinjstvu vsak 10. Do 70. leta starosti se potem sobivanje z družino odraslega otroka poveča na 20%. Sobivanje z neporočenim otrokom pa se med 50 in 70 letom starosti zmanjša za več kakor 30%, nato pa le še zelo malo. Z neporočenim sinom ali hčerjo živi po 70 letu starosti med 15 in 20% staršev. Slika sobivanja s sinovo ali s hčerkino družino je drugačna. Do 70. leta svoje starosti živi približno vsak 10. prebivalec Slovenije v skupnem gospodinjstvu z družino enega od svojih otrok, nato pa se v 5 letih ta številka skoraj podvoji. To je čas smrti enega od staršev in drugi se preseli v hčerkino ali sinovo družino, večinoma v hčerkino. Pomen družine za kakovostno starost ostaja na prvem mestu. V tradicionalni družbi je bilo in je tudi danes, na primer v muslimanskem svetu,
samoumevno staranje v družini. To je bil čas familiarizma v normah in v praksi. Kdor ni imel lastne družine, se je staral v družini brata ali sestre, kjer je živel in delal ali služil kot hlapec ali dekla. Družina je bila skozi stoletja edina možnost za aktivno staranje, dokler je človek lahko delal in na to za njegovo oskrbo v onemoglosti. Le v kakem mestu je bil dobrodelni špital za onemogle ljudi brez lastnega doma. Industrijska družba z množičnim zaposlovanjem ljudi v tujem kraju, rastoča zavest in možnosti za posameznikov osebni razvoj ter upor povojne baby boom generacije proti tradiciji konec 60-ih let so povzročili defamiliarizem. Zdelo se je, da družina izgublja pomen ali celo, da odmira. Danes se krepijo možnosti in potrebe po zdravem ravnotežju osebne samostojnosti s kakovostjo družinskega sožitja. V luči sedanjega in prihajajočega staranja prebivalstva se zdi, da je to edina razvojno dobra rešitev. Nikdar tudi ni bilo boljših možnosti za kakovostno družinsko sožitje in individualni osebni razvoj, kakor so danes. Dogaja se refamilizacija. Njej v prid govorijo ekonomika stroškov v vsaki krizi, živeti skupaj je ceneje. Sobivanju v prid govorita ekološka nuja po varovanju energetskih in drugih virov, zlasti pa sodobna psihosocialna in nevroznanstvena spoznanja o nenadomestljivem pomenu družine za zdrav osebnostni razvoj človeka od spočetja do smrti. Sožitje v družini je lahko človekova največja sreča, lahko prinaša pa tudi največje stiske. Enim več enega, drugim več drugega, vsakemu pa nekaj enega in nekaj drugega. Vsakdo, saj smo vsi bili rojeni v družini in mnogi živimo v lastni družini, ima izkušnje lepih trenutkov v družini, ki osrečujejo, in težkih trenutkov. V naslednjih prispevkih se bomo mudili ob raziskovalnih podatkih o staranju v povezavi z družino. Pred očmi bomo imeli vprašanje, kaj storiti, da bom čim lepše živel s partnerjem, z odraslimi otroki, z vnuki in z drugimi domačimi, pa naj živijo daleč ali smo z njimi pod isto streho. To besedilo je bilo objavljeno v upokojenski reviji Vzajemnost januarja 2019. Lep pozdrav!